Vroč julijski dan je v Miami Gardens na Floridi, kjer policija odgovarja na prijavo o pobegu s kraja nesreče v skupnostnem centru, v kateri so bili 3 poškodovani. Ja, nekaj takega je bilo prav tukaj. Je povozil to? Ja, opraskala me je po prših s tistim, kaj je bilo ogledalo. Ta gospa imela je siv avto. Tukaj je stal odličen avto, tovornjak Tacoma, temen tovornjak Tacoma. Civ Dodge Tacoma? Temen tovornjak Tacoma, stal je tam, nismo vedeli. SIV Dodge Tacoma. Ja, Tacoma. Toyota Tacoma, v katero smer? Šel je tukaj dol, šel je tja, torej je šel noter. Tako dolgo je teda, približno 5 minut nazaj. Ker je skočil na ta zmečkan papir. Ne, nismo videli nikogar, ker je bila tema. Tukaj je bilo, potem je šlo dol. Prvi posredovalci pomagajo žrtvam, ki pravijo, da je voznik, ki je izgubil nadzor, zapeljal vanje in nato pobegnil s kraja nesreče. Ena ženska, identificirana kot 67-letna Patricia Garner, je bila v kritičnem stanju s helikopterjem prepeljana v bolnišnico, kjer je po podatkih policije nekaj dni kasneje žal umrla. Druga dva, identificirana kot Patricin odrasli sin in zaposleni v skupnostnem centru, sta v incidentu utrpela poškodbe, vendar sta preživela in ostajata na kraju dogodka. Nato bomo slišali žrtve skupaj z več pričami. Padlo je tukaj dol. Vsi smo stali tako, mimo grede. In slišali smo avto, kako gre s kolesi. Mislila sem, da se temu reče stran. V redu. In zdaj ga zagrabi. Ampak ne morem. Oprosti. Stali so na ulici. Gospod, ste videli voznika? Ne. Nisem videl voznika. Nihče ni videl voznika. Nihče ni videl voznika. Vprašala je. Je kdo videl voznika? Se lahko malo umaknemo? Prosim, umaknite se nazaj. Imamo prizorišče zločina, samo malo se umaknite nazaj. Umaknite se, prosim, umaknite se. Ne, avto je pa šel tukaj. Vidiš smeti, odstrani smeti. Poglej, ne, avto je zapeljal na robnik. Ja. O, vi ste tisti sin tistega sira. Ej, dajmo začeti. Ta policijski trak, hodijo po prizorišču. Moj sin. In to je ideja sovražnika. To ima njen osebni dokument. Kdo je voznik s Tacome? Ja, to je ona. To je oseba, to je tista, ki je to naredila. To je ona. Pravkar je odšla iz stavbe. Ona je to naredila. Opazovali smo jih, ko je šla mimo stavbe. Moj sin je hodil. Mi lahko naredite uslugo, pa ostanite. Kdo je to videl? Vse sem videla, ampak nisem. Potrebujem, da ostanete. Prosim, pomagajte mi. Prav. To je oseba, ki je to storila. Čudežno drug zaposleni v skupnostnem centru prinese kopijo podatkov osumljenke, potem ko pove, da je z njo opravila pred nekaj trenutki. V redu. Razlog, zakaj bom rekla, da je to ona, je, ker ko jih je udarila, sem jo pogledala naravnost. A ste prepričani, da je to naredila ona? Kako veste? Se spomnim temno pojte, gospe. Da. Kako veš? Bil sem tam, gledal sem. V redu. Gledal sem vse skupaj. Varuhi, diva. To je črn tovornjak, črna Toyota. Ja, črn tovornjak. Vidiš? Dobivam svojega mrtvega. V redu. Imam pričo, ki daje informacije o voznici tistega Tacome. Gre za temnopolto žensko. Imajo drugo barvo oblačil. Po imenu Sharon Cox. Tako preprosto policija identificira domnevno voznico kot 62-letno Sharon Cox, s katero se bomo kasneje pogovorili. Preiskovalci še naprej poskušajo ugotoviti, kaj se je tukaj pravzaprav zgodilo. Videli ste, da je to storila. Kje ste bili? Bil sem prav tam. Kje? Tovornjak je bil prav tukaj, parkiran je bil tam zadaj. Pridi za trenutek, pridi gor. Bolje se moraš potruditi s pacientom. Poglej to. Poglej to. Potegni. Potegni, pojdi. Potegni. Poglej posneloncek tam. Kaj imamo? Kaj imamo? Samo moška žrtev. Stojiš poleg njegove mame s svetovalcem. Njegova mima si? Je bila pravkar v rešilcu. Nezavestna, a diha. Prav. In dobil sem njene podatke iz potnega lista, poslal jih bom na tvoj telefon.
Hvala. In to je njegova mama. On je stal prav tam. To sta njegova dva otroka, tisti fant. Prav. In tista mala temnopolta deklica, tam, ki ni bolna. In samo stari so tam. Stari so točno tam, kjer je zdaj svetovalec. In pogovarjali so se s svetovalcem. In avto je pripeljal od tukaj, jih zadev, zapeljal čez robnik in nadaljeval v tisto smer. Kako ste, gospod? V redu sem. Pa si zadu. Ja, razumete? Katero? In to je bila tvoja mama. Kje si ravno stal? Ja, stali smo ravno tukaj. Tukaj, ja tukaj. Samo hotel sem slediti poteku in potem tisto vozilo od tam. Jo. V redu. Shooting out of here, as she was talking to us. In udaril oba. In potem je šlo vse do tam dol. Naj si videl voznika. Ne, nisem videl voznika. Zgodilo se je tako hitro. Avto je bil v vsakem primeru temen, zatemnjeno steklo je bilo pretemno. V redu, Toyota Tacoma, ne? Ja, to je tista. Kdo je še stal s tabo? Mi trije, jaz, ona in moja mama. Taj. Nisi bil udarjen? Si bil, so te pregledali. Prav. Ampak si bil vsem zadet. Zadet si bil, ampak si bil vsem zadet. Ona je dobila najslabši avto. Vem, Ja, šla sta čez, istočasno on pa drugi moški in ona je šla čez. Tako, čez. In tudi ona je šla čez štor, prav tam. Torej je šla do robnika ali pa okoli na tisto stran. Zato smo ji povedali. Ja, tako poznamo njen obraz. Ali je bil še kdo drug v avtu, ki ga poznaš? Takšna ženska. Temnopolta ženska? Temnopolta ženska. V redu. Imela je nekako rdečkaste lase, kot Stender. Rdeči las je. Je kaj afro. Čau. Rdeči las je kot naraven afročop. Ja. Ona je starejša ženska, ne, v redu. Priče in žrtve opisujejo, kako je nevarni voznik divjal skozi parkirišče, domnevno zadev vozilo in 3 pešce, nato pa zapeljal čez robnik in oddrvel. Ale nekaj trenutkov kasneje preiskovalci govorijo z uslužbenko, ki je prepoznala Sharon, ko razkrije možen motiv. Med, si mi ti to kupil? Ja. Kako izvemo ime te gospe? Kako vemo, da je to naredila ona? Tip, njeno ime je Sharon Clark. Prav, ampak kako vemo, da je to naredila ona? Tip. V redu, ko je odšla, sem videla njene lase, bila je notri. Tega se spomnim, to je nekaj, česar nikoli ne pozabim. Tako da, ko sem ugotovila, da je bila to ona, sem dobila njen osebni dokument. In mladi moški, ne vem, kje je bil tisti mladi moški, ki je bil tukaj, prinesla sem mu ga in on je rekel, da je bila to ona. Da je bila ona tista, ki je to naredila. In to je ona. Videla sem jo, ko se je odpeljala. Razlog, zakaj vem, da je to ona, je, ker sem ji pravkar povedala, da ne more sodelovati v programu. Imela je vijolične lase? Ja. Ugotavljala je. Imate osebno izkaznico, vas bomo dali noter. Vi ste priča, ste videli obleko? Videli ste vse. Ja, videla sem. Bili ste priča tem? Ampak nisem. To je tisto, kar sem videla. Tukaj stojim, ko sem se obrnila, sem jo videla, kako vozi črn tovornjak, zadela jih je, poleteli so. Prevozila jih je, zapeljala čez robnik in odpeljala. In njeni lasje, ja. V redu, torej si jo prepoznala, ker se je prijavljala. To je pa šlo od tukaj. Razumem. Zakaj se je poskušala prijaviti? Program Care to Share, program pomoči za elektriko. Care to share? Ja. Torej, predvidevam, da se je razjezila. Torej, jo prepoznaš zaradi programa Care to share. Kaj je imela oblečeno? Vem, da je imela oblečeno obleko, ne spomnim se barve, ampak njeni lasje so bili posebni, ker so bili pobarvani in so bili kot naravna afro pričeska. Sharon, kaj ne? Da, cenim odgovor pri podajanju. Torej, je šla noter in nisi dovolil sodelovati v programu. Ja. In potem je prišla ven, verjetno je bila zato razburjena. Ja. To je edina stvar, na katero se lahko spomnim. Ja. Če dobite tisti tovornjak, katerikoli tovornjak je povezan z njo in nam ga pokažete, da bomo vsi lahko povezali z njo. Nimate nobenega videoposnetka znotraj, ne? Nimamo posnetkov nekaj ur kasneje. Kriminalisti izsledijo Sharon in domnevno vozilo, povezano z nesrečo s pobegom, pri njenem domu le nekaj milj stran. To ni res. To ni res. Bodi previden. Je trgaj stran. Kaj ti je to prinesel?
Je vozilo tukaj, tamle. Zakaj? Ne jih zaženem. Ja. Je to policija? Policija identificira Sharon kot domnevno voznico in v policijskem poročilu zabeleži, da ji je bilo vozniško dovoljenje že prej začasno oduzeto, ter da je Sharon priznala, da je vedela za odvzem. Tukaj vidimo tovornjak, ki ga je domnevno vozila Sharon, z vidnimi poškodbami, za katere je policija povedala, da so skladne z dogodkom. V redu, gremo naprej. Majhno vprašanje o nesreči. Ste že kdaj bili na postaji in vas je policist ali TI tukaj odpeljal na postajo? Lahko pridem noter. Lahko pridem noter, ne vidim nikogar tam. Je v redu? Je jasno. Ste omenili številko. Peljal vas bom na postajo. Peljal vas bom. Veš, on te bo peljal, poznam te tebe. Ko se počutiš bolj sproščeno. Vse v redu. V redu. Vzel bom njeno 05 in jo bom ubil ter odšel z njo. Sam drži me po konci, prav? To bom vzel. Gospodična Cox, imate ključe od avta? Se vidimo kasneje, se spet vidimo, razumem. Je to hiša? Je to hiša? Potrebujete samo ključ za avto, vse ostalo lahko pustite tam. Lahko se pogovarjate med seboj. Ena za duhovnika. Sredaj. Pojde. Nimaš alarma, ne? Na njem, nisem v avtu. Uradniki so povedali, da je Patricija preživela 3 dni na aparatih za ohranjanje življenja, preden je umrla zaradi poškodb. Zdaj se je policija pripravila, da odvleče Sharonino vozilo in jo privede na zaslišanje. 143. Mi lahko pokažete svoje ime, prijavili bomo in mi pokažete svojega očeta ter svojega malega prijatelja. Hvala, sem na tleh. Tudi jaz sem na tleh, fant. Tudi jaz sem na tleh, fant. Sem na tleh. Bom to popravil. Poznam jo že 16 let. Poglej, ne vem zakaj, ona ni kriminalka. Če me vidiš na ulici, se samo spomni, da me poznaš. In jaz sem si samo rekel, ne. On kar naprej gleda v svoj telefon. Najlepša hvala. Hvala. Jo poznaš? Ja. Spet bo šla v hišo. Ne gre. Pozdravljeni. Jebem ti, ampak nisem vedel, da bi bil ta tip že zdavnaj v Lisicah. Zapomni si, to obstaja. 2043 in drugič povzročitev smrti v prometni nesreči. Verjetno sem ga klical mali. Serija, mislim, da je bilo to malo normalno. Ni možnosti, da bi se zaletel v avto in to ponovil. Mislim, da je bil to mali, mislim, da je dober morilc. Mislim, da sem prestar za to. Točno to je on. V redu. Mislim, da bo mu počeš. Njega očeta uničuje notranjost sedeža. Nisem hotel povzročiti zdrsa s prsti. 43. Dober si človek. Imam ključ od avta, se vidimo čez minuto. Ja, imam ključe in daljince. Na koncu so Sharon pripeljali na policijsko postajo, kjer je po navedbah uradnega dokumenta ob aretaciji preiskovalcem povedala, da ni vedela, da je povozila 3 ljudi in dejala, da je izgubila nadzor nad vozilom, pri čemer je priznala, da je trčila v avto, preden je zapustila kraj dogodka. 62-letna ženska je bila obtožena za zapustitve kraja nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, obtožba pa je bila kasneje zaostrena zaradi smrti žrtve. Nekaj sekund kasneje, medtem ko so čakali na prihod vlečnega vozila, je drugi policist odkril še bolj zaskrbljujoče dejstvo. Ima 40-ko. Ima 40-ko. In kje sta gurnera? Kaj je? Ne, se tak nalog, razumem. Ima 40-ko. Ja, ima 40 makov.
Ja, 40 in ima pri njih nalog cestak. Ja. Tudi ni iskana. Datum rojstva. Morda ni. Morda ni prometni prekršek, ampak bo iz okrožja Liberty. Pravi, da očitno ni pristojnosti. Brez izročitve. Želim hitro narediti 24 zanjo preko centrale. Tukaj je Isa. Brunsvika. Šerifov urad. Ima 2. Same. Zdaj bom pa samo še preostanek vzel. Pričan sem, da je. Imajo veliko let vprašanj. Prav ste slišali. Policist odkrije, da to ni prvič, da je Sharon navzkriž z zakonom, saj med iskanjem podatkov o osumljenki najde odprt nalog za prijetje. Nalog je v policijskem poročilu naveden kot odprt nalog iz George zaradi kršitve pogojne kazni in prometnega prekrška. Stojim pri tovornjaku. To je dobra vokacija, brat. To je dobra vokacija. Tovornjak je dobesedno parkiran pri mini hiši. Hej, Melos. Melo je pravkar odpeljal. 205, kaj praviš? Čakam pri Toyoti, da jo odvlečem. In ima 2 naloga, stari. Ena je iz Brunsvika, druga pa iz Georgie. Ni dodatnih stvari, ampak ena je zaradi kršitve pogojnega izpusta. Ja, kršitev pogojnega izpusta, posedovanje marihuane, kršitev prometnih pravil. Na kraju dogodka priče še naprej opisujejo svojo različico dogodkov. In tip, ki sem ga videla, ki ga je zadela in povozila. In tudi robnik. Ko je odšla. Je povozila gospo? Ja, povozila je gospo. Zadela jih je, povsem jih je povozila. V redu, ker mislim, da je bila Felicija zadeta z desno stranjo. Je bila. In druga oseba je stala na nasprotni strani. In potem je bila gospa na sredini in jo je povozila. V redu, ja. Upam, da jo boste ujeli. In če jo dobite? Karkoli je njeno. Posel, glede na to, kar ste videli. A mislite, da je bilo to tako spremenljivo? To je bilo namerno. Mislite, da je bilo to namerno? Kdo pri zdravi pameti? Moški s tem valčkom. Zadela je avto. Pravzaprav je bila na parkirnem mestu. Ali tudi ti to vidiš? Jo vidiš? Nisem videla, da je zadela tisti avto. Videla sem, da jih je povozila. Ali je imela kakšen spor z ljudmi, ki so tam stali? Ne, kolikor vem, ko je zapustila stavbo, pa ne morem reči. Zdaj, narednik, ne morem, tu spredi ni nobenih kamer. Ja, naj bi bilo od tukaj, za narednika nisem prepričan. Jaz sem imel zunanjo dovolilnico. Prepričan sem, da je tam Jay. Tukaj vidimo škodo, ki jo je Sharon domnevno povzročila drugemu vozilu, ko je z veliko hitrostjo zapuščala parkirišče, s čimer je dodala še eno obtožbo na svoj seznam. To je avto, ki so ga zadeli, ko so speljevali. Razumem. Ni posnetkov, nisem videl nobenih kamer. Pridobil bom številko alarma in vse te podatke tukaj. Ja, tukaj. Druga je letela v drugo smer, mislim, tista ženska, ki je zadela. Ja, ona je tista. Ja, ona je tista, ki jo pobirajo. In prihaja tik, ker očitno je nezavestna. Ja, premagala bo to in vse to. Slišal sem po radiju, da je imela travmo. Ja, povozil jo je avto. Ja, očitno so vsa vozila, ki so bila parkirana vzvratno, odpeljala ven in ona je tukaj zdrsnila, jo povozila in odpeljala naravnost naprej. Namenoma. Ja, ampak imamo njene podatke. Bila je... Urejala neki noter, torej, v redu, ja. Zanimivo, hvala. Torej, on je v redu, mislim, v redu. Prosim, počakajte, ne odhajajte nikamor. Hvala, tu sem. Draga. Gospa tam z dolgimi dredami je socialna delavka, torej Sharon Cox je prišla in zaprosila za program Care to Share. Ja, tako je rekla. Ja, noter ni videokamer. Prepoznala je osebo, ko je ta oddivjala. Bila je jezna. Shared Care je program za Pinela, ki mu ga nudijo pri Pinal Assistance. Zavrnila je njeno prošnjo.
Razjezila se je na nas, ko je zapustila stavbo. Vprašal sem, kako si jo prepoznala. Rekla je, da je, ko je odpeljala, prepoznala tovornjak in prepoznala iste lase, kot jih je imela. Imela je obleko, bujne lase. Rekla je, da jo je prepoznala. Videla jo je. Prepričana je, da je bila to ona. Zavrnila sem ji program, zavrnila sem njeno prošnjo. Točno to se je zgodilo. To je vaša priča. Sharon je na koncu priznala krivdo za več obtožb, povezanih s smrtno prometno nesrečo s pobegom, in bila obsojena na 4 leta zapora. Ta kazen je naletela na kritike strani družine žrtve, ki naj bi izrazila svoje neodobravanje 4-letne kazni, ki bi se skoraj zmanjšala na samo 1 leto zapora, preden so tožilci umaknili dogovor. Nazadnje je bilo preverjeno, da je zdaj 65-letna še vedno v zaporu pri floridskem oddelku za popravne zavode. Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših vsebin Law and Crime Bodycam.